pozdravljeni, po enem letu skoraj popolne odsotnosti se ponovno vračam in javljam preko socialnih omrežij. V tem času se mi je nabralo kar nekaj vaših zelo zanimivih vprašanj, vedno pa sem vesela in vedno so dobrodošla tudi nova vprašanja, zato naj vas na tem mestu povabim. Če bi me radi kaj vprašali, da to storite, kadar vas pozovem, lahko pa kadarkoli, kar preko Facebooka ali Messengera v zasebno sporočilo. In danes sem dobila vprašanje od sledilke in sicer, zakaj ne bi smeli postavljati intimnih vprašanj, kot so, kdaj boste pa vidva zibala? Draga moja, seveda lahko postavljaš intimna vprašanja. Jaz še nisem slišala, da bi kdo bil za to kaznovan ali pa da bi to bilo prepovedano. To je tvoja pravica. In potem pravica vprašanega je, da na to vprašanje odgovori ali pa ne odgovori. Ampak, veste, ko mi zastavimo neko vprašanje, s tem izrazimo tudi pričakovanje. Izrazimo pričakovanje, da bomo na to vprašanje dobili odgovor. In ljudje smo včasih zelo nagnjeni k temu, da drugim ugodimo, da izpolnimo njihova pričakovanja. In k temu smo nagnjeni do te mere, da včasih odgovarjamo na vprašanja, tudi kadar se ob tem ne počutimo dobro. In če neka oseba zelo pogosto postavlja takšna vprašanja, ki druge izzovejo oziroma izzovejo njihova neprijetna počutja in občutke, potem se ljudje začnejo takih oseb izogibati ali pa jih začnejo zavračati. In tukaj potem to postane problem tistega, ki sprašuje. Seveda pa je družbena sprejemljivost takih intimnih vprašanj odvisna od tega, kje to vprašamo, ob kakšnem času to vprašamo in seveda, kako blizu smo si s to osebo, ki smo ji takšno intimno vprašanje postavili. Če je to neka naša sorodnica, nek naš zelo dober prijatelj in mi želimo biti vpeti del njihovega življenja, potem so seveda taka intimna vprašanja veliko bolj, da rečemo, upravičena ali pa sprejemljiva. Če pa je to nek naš znanec ali pa neka druga oseba, s katero si nismo tako zelo blizu, potem pa na tem mestu dobro vprašanje, zakaj nas zanimajo tako intimne podrobnosti te osebe? Evo, na to vprašanje pa morda odgovarjamo naslednjič. Za danes se zahvaljujem in naj vas še enkrat povabim, če vas kaj zanima, me vprašajte.